V tokratni avtomobilnosti dokažemo, da ekipni duh lahko skrajša potovalni čas. Testiramo novo Kia Ceed in Lexusa NX ter vam predstavimo novosti salona motociklov v Milanu. Nadaljujemo pa tudi našo serijo z naslovom Poglej me, seveda je bil tokrat v glavni vlogi motorist. Pozdravljeni v avtomobilnosti. No, zdaj pa smo pred tistim težko pričakovanim trenutkom, ko bomo postregli z rezultati našega eksperimenta. Nastal je ob veliki pomoči sodelavcev iz Vala 202 in seveda nikakor in sploh ne brez vas, voznice in vozniki. Še posebej tisti, ki ste se v tem času vozili v jutranjih konicah iz štajerskega dela v Ljubljano in iz dolenjskega in seveda popoldan nazaj. In če najprej, preden gremo k samim rezultatom in eksperimentu, pogledamo v tole knjižico o prometnih predpisih iz leta 1969, kjer piše takole. Varnostna razdalja s temeljnim zakonom o varnosti prometa torej ni predpisana v metrih, temveč je prepuščena voznikovi oceni. Voznik mora torej sam pravilno oceniti vse okoliščine, od katerih je odvisna varnostna razdalja. Posebej pa mora paziti na to, da bo varnostna razdalja ustrezala njegovi zbranosti, pozornosti in zmožnosti pravočasnega zaznavanja prometnih okoliščin. Prav gotovo pa ne sme precenjevati svojih sposobnosti. Pisci prometnih pravil in zakonov pred 50 leti so se očitno zanesli na pamet voznikov. Tudi mi smo se in obrestovalo se je. Vozite s primerno varnostno razdaljo, brez hitrega pospeševanja in zaviranja. Tako lahko na primer vozniki, ki se peljejo iz Ljubljane proti Štajerski in Dolenjski, po avtocestnih odsekih Ljubljana-Trojana in Ljubljana-Višnja Gora potovalni čas skrajšajo tudi za 10 minut. Pozdravljeni. Ja, prometni zastoji so mora mnogih voznikov po svetu, seveda tudi pri nas. No in dejstvo pa je, da smo velikokrat za zastoje krivi vsaj malo tudi vozniki sami. Torej, v tednu med 22. in 26. oktobrom smo pri nas na Valu 202 v sodelovanju z avtomobilnostjo in seveda s pomočjo Darsa preverjali, če nam s pozivi zjutraj in zvečer res lahko uspe, da bi naša pot v službo bila krajša oziroma čas potovanja. Vse naše primerjave temeljijo na 15-minutnih obremenitvah. Zahtevana varnostna razdalja med vozili znaša časovnih 2 sekund. To pomeni, da v 1 minuti neko točko prepelje 30 vozil. To v 1 uri pomeni 1800 vozil, če so seveda strnjena ena za drugo. Na 2 voznih pasovih to pomeni 3600 vozil. Ko se urne obremenitve približajo, torej 3600 vozil, takrat začne vozna hitrost na teh vpadnicah v Ljubljano padati. Padajo seveda zelo različno. Najbolj pade hitrost vozna na štajerski vpadnici, najmanj pa recimo na primorski. Kateri krak je torej v našem eksperimentu uspel prepeljati več vozil? Zmagovalec je dolenjska smer, Dolenjci so zmagovalci. Kjer so pravzaprav na naše zelo tako prijetno presenečenje bile konice tudi 1180 vozil. To je izredno dober podatek. Uspeh voznikov poslušalcev Vala 202 še bolj pokaže primerjava enakih meritev v preteklih 3 letih, ki pokaže, da so Dolenjci pretočnost prometa dvignili za 5, Štajerci pa za 2%. Da si bomo lažje predstavljali, to pomeni, da bi voznik od Obrežja do Ljubljane prispel enako hitro, kot če bi bila cesta prazna, oziroma ne bi porabil 4 minute več kot recimo v preteklih obdobjih. Pravzaprav smo veseli, da se pozna, nismo vedeli, kaj bo iz tega, ne, Andrej, ampak rezultati so tu. Sporočilo je na dlani, ne. To so zelo dobri rezultati, ki nam pa povedo vsaj dvoje. Prvič je to, da več kot očitno je to problematika, ki ljudi zelo zadane. Sej to vemo vsi, to ni velika ugotovitev. Druga pomembna pa je, ker teh problemov v prometu je še zelo veliko, ki se nas zelo dotaknejo. Ampak zelo veliko je takih, na katere smo popolnoma postali imuni ali smo jih akceptirali kot nekaj, kar v našem življenju obstaja. Tudi ta monotona dnevna vožnja v službo in nazaj se pogosto zdi, in to je mene najbolj skrbelo, da je to en od tistih problemov vsakdanjih, ki jih vzameš v zakup svojega življenja
in je pač tako in nič se ne da narediti. No, očitno je kritična masa voznic in voznikov, ki mislijo in razumejo, da so del tudi rešitve, ne samo problema, dovolj velik, da so se aktivno podali na to reševanje. To se mi zdi izjemno pomemben podatek, ker na tem se pravzaprav da zdaj graditi naprej. Drug, enako pomemben pa se mi zdi ta, da je Val 202 ne samo tako nacionalno močen radio, ampak da je z vašo pomočjo vsak voditelj se je začutilo, da dajo več kot samo del sebe, ampak pravzaprav kreativno pristopajo k temu, da bi to sporočilo ne bilo samo še eno od sporočil, ker kaj mi govorimo? Varnostna razdalja, ampak varnostna razdalja, to vsi vemo, kaj je, Vsi vemo tudi njene pozitivne učinke, tako v varnosti kot pretočnosti. Da pa reagiramo na sporočilo, je pa zelo druga stvar. Vez med voznikom za volanom in radijem je izjemno močna že desetletja. Poslušalci so najverjetneje zelo hitro zaznali to akcijo oziroma ta poskus in se tudi po večini zelo dobro odzvali. Tako rekoč nismo imeli negativnega odziva na to, ker so se enostavno, jaz domnevam, prepoznali v tem. Če prepoznam, da mi to na poti v službo v tistem trenutku pomaga, sem pripravljen reagirati, če je res dovolj velika identifikacija s tistim, kar mi sporočilo prinaša. In ni šlo za sporočila vozite varno, v bistvu to so bila ključna sporočila, ampak povedana drugače, konkretneje in ne na način vozite strpno, upoštevajte varnostno razdaljo, ker slišimo tako rekoč na vsakem koraku in vsak dan. Če bi se spomnili na odzive v tistem tednu, ki smo jih prejemali tudi tu, je bilo nekaj zanimivih. Ljudje so občutili, da se peljajo hitreje, to priznavali, se nam oglašali. Eden izmed teh je bil prav zabaven, da ne rečem kaj drugega. Namreč eden izmed poslušalcev nas je vprašal, zakaj smo prenehali z akcijo, ker so zdaj spet zastoji. Ja, nismo prenehali z akcijo, ne. To je nekaj, kar mora ostati, sigurno. Ne. Ni prepovedano se še naprej voziti s primerno varnostno razdaljo, z mirno nogo. Še več, ne. Zdaj, ko smo pokazali promet, ne, to kaže, da je to živ organizem, ne, in da smo vsi smo en delček tega pretoka, ne. In prav zanimivo je poskus, ki je pravzaprav pred dobrim letom in pol nas spodbudil k temu, je, da so japonski strokovnjaki za prometno stroko naredili en eksperiment, ki so spravili avtomobile v krog in so potem vsakemu vozniku rekli, da naj vozi ves čas z enako hitrostjo. Ampak ljudje delamo napake, ne, in to je pač nismo skoncentrirani, nismo pač pri stvari, in samo en je nekoliko spremenil vozniški slog in se je v tistem krogu stvar spremenila. Mi smo to naredili na televiziji Slovenije, smo ta eksperiment tudi sami izvedli, dokazali, da to res funkcionira, in to, da en zavre in se ustavi, je tisto, kar moramo vsi skupaj preprečiti, ker ko smo mi ta eksperiment naredili v Sloveniji, smo dokazali, da 100 že stoji 8 minut. Ne? In k čemur mi zdaj pravzaprav stremimo v nadaljevanju je, da če odmislimo vse teorije 2 sekund, pa 100 metrov, pa prevoziš pike, pa kako ocenjuješ varnostno razdaljo, varnostna razdalja mora biti, ali vozniški slog mora biti tak, da ti narediš vse za to, da gre tekoče po avtocesti, da se ne ustaviš. Ker takoj, ko se ustaviš, si špilferderbar, in nekdo bo zaradi tebe stal v koloni čez 100 avtomobilov 8 minut. Naslednjič boš to ti. Mi smo opazovali dogajanja v tem tednu bolj intenzivno kot sicer. Imamo seveda pač neke inštrumente, nadzorne kamere in tako dalje. Zdaj, nam se je zdelo, da se v določenih trenutkih ljudje res trudijo. To se pravi, da si imel občutek, da je to kolektivna zavest in kolektivna akcija, da se trudijo ne ustaviti se, in to je bilo super, to je dober občutek, ker tudi ti, ko se mimo pelješ, imaš dober občutek, da še nekdo drug misli nate, ne samo ti nase, kar smo morda malo pozabili Slovenci v preteklosti. In ne nazadnje bodimo fair en do drugega. To je recept, edini jaz mislim. In mi moramo to vedeti, vaše sporočilo je jasno, obremenitve so navzgor. Ne iščemo zdaj 6 voznih pasov, ne vem, če so že. To je dejstvo, ki ga imamo. Jutri ga bomo imeli, naslednje leto ga bomo imeli, 10 let ga bomo še imeli, to dejstvo. In kar lahko naredimo je, in dokazali ste, voznice in vozniki ste dokazali, da lahko že nek odstotek
voznikov spremeni za 2 do 5%. Ne? Se pravi, so skrajšali čas potovanja za nekaj minut. Pa če vzamemo minuto na dan, pa 2 minuti na dan, pa cel teden, pa mesec, pa leta. Pa dodajva na to še varnost, manj stresna vožnja, manjša poraba avtomobila. Je to varnostni moment zelo velik. No in če to vse skupaj zmnožimo, dobimo najbrž v življenju nekaj tednov ali pa kakšen mesec. Kakorkoli obračaš. Če premislimo, da zakaj ga ne bi preživeli kje drugje, ampak v avtu, stoječi v koloni, mislim, da so tisti pravi junaki, ki razmišljajo tako, da bi raje stali. Ko je Berlingo prvič zapeljal na ceste, takšnih avtov še ni bilo. Ni bilo malih kombijev, ki jih imate lahko kot delovna prevozna sredstva in kot družinsko vozilo. Berlingo je takrat svet avtomobilizma obrnil na glavo. Postal je uspešnica na kvadrat oziroma bolje rečeno na kubik. Danes, po skoraj 20 letih, na trgu takšnih avtomobilov spet skoraj da ni. Oziroma ni več. Povsem izgubili so se v poplavi SUV-jev oziroma avtov za 5-članske družine ni več. In ja, družine, prav ste slišali, Berlingo je avto, v katerega lahko namestite 3 otroke v Isofix sedežih. To zmore kot eden redkih današnjih avtov danes. Tudi Citroen je svoje Picassoje že zamenjal z Aircrossi, torej z avti, pri katerih so bolj pomembne kaktusove bunke, kot pa prijaznost družinam, po kateri so Citroeni kar dobro sloveli. Saj tudi novi Berlingo premore nekaj tega kaktusovega dizajnerstva. Od spredaj je daleč bolj predrzen v primerjavi s sorodnima Peugeotom in Oplom, zadaj pa so vsi bolj ali manj takšni kot prej. To pomeni predvsem kombijevsko ravni. Seveda zato, da lahko v prtljažnik naložite veliko, zares veliko. In koristno je, če naložite veliko, kajti če naložite malo, se bo ta vsebina po prtljažniku zoprno premetavala. Berlingo namreč nujno zahteva nakup prtljažniške dodatne opreme, korit, torb in mreže, kajti vendarle je prtljažnik zasnovan z mislimi na heavy duty situacije. Prav ta delavska robustnost pa je tudi tisto, zaradi česar se bo družinam tožilo po Citroenih z oznako španskega slikarja. V Berlingu med vožnjo pač ne boste dobili vožnje, kakršne smo danes navajeni. Če vam paše izključno umirjena in guncajoča se vožnja, potem bo šlo. Sicer boste slej ko prej začeli sanjati o alternativah. A če imate potrebo po 3 otroških sedežih, bo težko. Avtomobilski svet je res postal nenaklonjen 5-članskim družinam. V nadaljevanju oddaje predstavimo motocikle prihodnjega poletja. Nadaljujemo pa tudi z našo serijo, v kateri spodbujamo k vidnemu kontaktu v prometu. V tem najbolj mototednu jeseni je seveda glavno vlogo imel motorist. In Testa, eden vidnejših kandidatov za slovenski avto leta 2019 in en cool Lexus. V naslednjih minutah vam predstavljamo avto, ki ni nikoli lačen. Ceed. Kia Ceed. Pozabimo na Kia izpred desetletja. Takrat so bile neprivlačne, svoje kupce so ulovile zgolj z dobro ceno. Toda Korejci so zaposlili Nemca Petra Schreierja, slovitega oblikovalca, ki je recimo oblikoval tudi Audija TT. In ta je znamko obrnil na glavo. Tako močno, da so ga zelo hitro vzeli kar v upravo. In njegove ideje so imele tako velik učinek na prodajo, da so si njegovega občutka hitro zaželeli tudi v sestrskem Hyundaiu. To smo seveda že večkrat povedali, a tu je še posebej na mestu. Kajti menimo, da je pri novem Ceedu oblika ponovno postala drugotnega pomena. Sploh ne, da novi Ceed ne bi bil lep. Vsekakor pa drži, da je atraktivnost domena drugih Ki, recimo prihajajočega Shooting Brake Pro Ceeda. A tokrat je Ceed postal avto, ki hoče navdušiti s tehniko najboljših in najbolj naprednih. Z aktivnim tempomatom, samodejnim parkiranjem, aktivnim ohranjanjem na voznem pasu in še množico drugih asistenčnih sistemov.
Izrazit poudarek so namenili tudi voznim lastnostim in lahko potrdimo, da je Sit čuječ in vodljiv. Res, Sit nikakor noče zaostajati, vozi vzporedno z najboljšimi. A da vozi z najboljšimi pomeni tudi to, da je njegova ponudba zelo raznolika, tudi cenovno. Kot recimo pri vzorniku Golfu, tudi v Sidovi ponudbi obstajajo različice, ki utrip dvigajo predvsem ob pogledu na ceno. Tudi tokrat preizkušeni Sit je eden tistih optimalnih, kar pomeni, da ponudi veliko avta za manj kot 20.000 evrov, ne pa tudi vsega tistega, s čimer vas lovi recimo uradna spletna stran. Samodejni menjalnik je recimo na voljo samo v top verziji. Prav tako se zdi nedosegljiv aktivni tempomat, kar je že malo bolj presenetljivo, saj nekako že postaja standard. Seveda pri tem razumemo, da ima takšna razporeditev različic v ponudbi kar nekaj soli in je posledica natančne analize, kaj Slovenci zmoremo in želimo kupiti. Bistvene novice tega tedna prihajajo iz Milana, a o njih v drugem delu. Začnimo pa tam, kjer smo v prejšnjem tednu zaključili. Nadaljuje se namreč zgodba pri Elonu Musku. Seveda mu noben ne verjame, da s Teslo nima več popolnoma nič. So se pa bančniki v upravi dejansko naveličali njegove genialnosti in ga nadomestili za Avstralko Robin Denholm, ki naj bi bila bliže temu svetu, zato se bo lažje spopadala s podedovanimi problemi, kakršen je recimo tudi prikrivanje številnih delovnih nesreč. Žvižgači iz delavskih vrst pravijo, da zadeva v praksi še ni končana. Medtem svojeglavi milijarder poroča, da je njegov roadster prispel v Marsovo orbito, pa tudi, da električni tovornjak znamke Nikola snuje tudi za evropske tovornjakarje. A vprašanje, če ga bodo sploh lahko vozili. Musk jim namreč grozi z avtonomno tehnologijo. Električni avtomobili so v resnici tako velika stvar, da mika podjetnike iz prav vseh področij. Priključil se je torej tudi danski izdelovalec koles Biomega, ki je pričakuje glavnino prodaje tega 20.000 evrov vrednega vozila pravi ime Sin, ki je okrajšava za Singapur. Startup Roborace, ki snuje prvenstvo s samovozečimi dirkalniki, pa pravi, da bodo projekt vendarle zagnali z dirkalniki, ki bodo imeli tudi prostor za voznika. Dva posebej izšolana profesionalca pa bosta po novem nadzirala vožnje Uberovih samovozečih taksijev. Uber je namreč ponovno zaprosil za dovoljenje, da bi spet lahko testiral tehnologijo. Točno tisto, ki bo Uberovim prostovoljcem enkrat v daljni prihodnosti odvzela kruh, tako kot so ga oni klasičnim profesionalnim taksistom. Nemški Telekom bo razdelilne omarice telekomunikacijskega omrežja na smiselnih mestih dodajal v javne električne polnilnice. Lahko si seveda mislimo, da zmore s tem hitro postati velik igralec. Dogaja se tudi hibridizacija zraka. Seattleski startup Plim predstavlja dron, ki je mešanica letala, helikopterja oziroma cepelina. Model J pa se imenuje potniška verzija tega zračnega plovila. In zdaj je jasno, zakaj vsi Nizozemci kolesarijo. Ker so parkirnine drage. Zdaj bodo še dražje, ceno ure so dvignili spet na 7,5 evrov. Obetata se tudi dva nova pick-upa. Prvi je prenovljeni Mitsubishi L200. O skrivnostnem džipovem pick-upu pa za zdaj vemo le to, da mu bo ime Gladiator. Zdaj pa se preselimo v obljubljeni Milano. Tam se odvija EICMA, salon motociklov. In morda je glavna atrakcija električni Harley. Livewire se imenuje in če je bil prej V-twin motor glavni vizualni element, zdaj elektromotor ponosno kaže tudi ta živi kabel. A strinjali se boste, da ne izgleda enako impresivno, so ga pa zasnovali tako, da postane glasnejši, ko ga voznik privije. Yamaha predstavlja trikolesni skuter 3CT, za zdaj še kot prototip, a je že praktično jasno, da trikolesna tehnologija, ki smo jo spoznali na modelu Niken, prevzema glavno vlogo pri tem japonskem motoristu. Honda po drugi strani še krepi svojo ponudbo pravih motociklov za tiste, ki bi za svoj commuting presedlali na dve kolesi, a ne želijo skuterja, niti niso pripravljeni plačati veliko. Novi 650-kubični Nugget se zdi zelo dobra ideja. In novi najhitrejši v tem segmentu je MV Agusta Brutale. Nova generacija zdaj ponuja 153 kW moči pri visokih 13.450 vrtljajih,
To zagotavlja kar 302 km/h. Bavarska glavna novost je superšportnik S1000 RR. Ta ima po novem simetrične žaromete in tudi še eno črko, slovito črko M, če jo želite. Italijani so seveda že udarili nazaj, z novim Panigalejem, a verjetno je bolj pomenljiva predstavitev električnega gorskega kolesa te znamke. Pri BMW-ju so sicer prenovili tudi celotno serijo velikih bokserjev. Nov agregat zdaj ponuja nov sistem krmiljenja ventilov. Oznako GT pa je dobil maxi skuter C400. Kratica obljublja več potovalnega udobja. In ko smo ravno pri BMW-ju, naj vam povemo, da je novi X5 že v Sloveniji. A vrnimo se k motociklom. Veljak na skuterjevem področju, tajski Kymco, pa se podaja v druge vode. Predstavlja električnega superšportnika, a čeprav bo električen, ne bo tih. Triumf je predstavil novega Scramblerja, motor, ki je začel retro off-road modo. A zanimivo je, kako močno Angleži tokrat prodajajo vgrajene moderne pripomočke, kot so Bluetooth, aplikacije, USB vhodi in brezkontaktni ključ. Vzvratna ogledala pa ne izginjajo samo iz avtomobilov. Tudi na motociklih izgubljajo svoje mesto. Nadomeščajo jih Samsungovi Galaxy. Sklop novic pa zaključimo v Ameriki in to luksuzno. Lincoln je za novega aviatorja umislil zvočna opozorila, ki so jih zaigrali kar virtuozi Detroitskega simfoničnega orkestra. Takole vas bo opozarjal, če si ga boste slučajno uvozili v Slovenijo. Kaj pa, ko se dva s pogledom iščeta, pa se ne najdeta? Ne moreta se najti. Pri vožnji po avtocesti recimo ali po dvopasovni cesti. Pridemo v trenutku prehitevanja v mrtvi kot. In v primeru takšnega trka je velikokrat slišati, joj, sploh nisem vedel, da ste bili za mano, oziroma da ste me prehitevali. Zato je seveda dober sistem nadzora mrtvega kota, ki veliko pomaga, ampak vseeno, ko se odločamo menjati vozni pas ali zavijati, uporabimo ogledala in pa seveda pogled čez ramo. Se trudim biti tak, da probam pogledati še na druge v prometu, ne samo na sebe, ne? Ker mislim, da če bom drugim naredil nekaj, kar lahko drugemu pomaga, bomo avtomatsko se vrnili, pa bo tudi se meni pomagali. Nekaj ta filozofija ki velja in na cesti in drugje. Lexus je, kot se danes reče, indie. Tega sicer japonske starešine niso imele v mislih, ko so si konec 80-ih let zamislile prodor med kalifornijsko elito. Takrat so hoteli zgolj prevzeti primat Mercedesu. A danes tako je in v bistvu je to dobro. Vsekakor znamke Lexus ne zmore razumeti kdorkoli. Razumejo lahko le voznik, ki se nasploh navdušuje nad detajli. Celo takšnimi, ki so si jih sami zamislili zgolj zato, ker so njihovi avtorji potrebovali nove izzive. Pri znamki Lexus gre torej za spoštovanje mojstrske odličnosti najvišjega ranga. Recimo za priznavanje ekskluzivnosti vode za sloviti japonski viski ali pa za fascinacijo nad ostrino najdražjih japonskih nožev in kar je še takih japonskih mojstrovin, ki daleč presegajo klasične visokotehnološke izdelke. Toda tokrat ne govorimo o superlativni limuzini LS ali superdizajnerskemu športniku LC, ampak zgolj o dostopnem množičnem Lexusu NX. Seveda v njem kupec ne bo dobil sedežev, ki zmorejo samodejno zaznati, ali je vaša zadnjica potrebna ogrevanja, hlajenja ali nemara celo masaže. Ne, NX je avto, v katerem se fascinacija nad detajli čuti že v samem oblikovanju, z motivi bumerangov na vsakem vogalu, pa v prefinjenem zvoku Mark & Levinsona in tudi v ročnem ogledalcu sredi konzole. A glavno sporočilo je povedala pravzaprav izbira globalnega ambasadorja. NX-a so namreč reklamirali s pomočjo skupine Black Eyed Peas.
Multitalentiran glasbenik je namreč svojo prezenco pravzaprav povedal, da si še posebej kul, če izbereš nekaj alternativnega, ne pa klasike s trikrako zvezdo. In čeprav sta Kalifornija in Slovenija dva povsem drugačna svetova, pa to sporočilo velja tudi pri nas. In ta imidž je v resnici bistveno bolj pomemben kot sam hibridni pogon, za katerega pa vedite, da tu deluje še bolje kot v Toyota. Če bi vsi kandidati za slovenski avto leta 2019 vozili v koloni 100 km/h s primerno varnostno razdaljo, potem bi dobili kolono dolgo približno 1400 metrov. In če bi bilo teh 27 kandidatov za slovenski avto leta dobro varnostno opremljenih, potem bi bilo možnosti za nastanek nesreče že bistveno manj. Preračunavam. Ampak kar pa zagotovo vem je to, da lahko glasujete za in izberete 5 finalistov, med katerimi bo potem strokovna komisija s novinarskimi kolegi izbrala tistega, ki bo nosil naziv slovenski avto leta na naši spletni strani. To je www.rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Seveda pa bomo z vami spet naslednji četrtek, spremljajte pa nas tudi na YouTubeu, Instagramu in pa Facebooku. In pa seveda ne pozabite na naše kolege z Vala 202 in pa seveda na sredo ob 10. dopoldan, ko so na vrsti APM, avtomobilizem, promet in mobilnost.